Ja, izgled se prodaja in preko to ugotoviš, bolje jo boš odnesel. Renault je s prvim kolesom preveč ležerno skopiral le korejski SUV in to zgolj zato, da bi tudi pri njih kupci imeli takšen avtomobil. Tukaj gre bolj za paket, ki je precej ugoden. Takšen stane manj kot 30 tisoč evrov, pa ima v prvi vrsti 4-kolesni pogon, zelo zmogljiv 2-litrski agregat s 127 kW moči in kup opreme, med katero najdete tudi navigacijsko napravo in bixenovska žarometa s pranjem, kar je po zimi še posebej dobrodošlo. Tudi vožnja sama je glede na ustroj čisto v redu. Visoki avtomobili pač ne morejo hitro čez ovinke, ampak je koleos dovolj nevtralen, da se boste počutili varno. Po drugi strani je tudi med udobnejšimi športnimi terenci, čeprav na kratkih neravninah enako rad poskakuje kot vsi. Porabi slabih 8 litrov na 100 km, zapeljal pa vas bo tudi na kakšen po zimi malce teže dostopen kotiček. Po cesti seveda. Sedaj izgleda čisto okej, čeprav je še vedno malce hecen s tem potlačenim in zaobljenim zadkom, ampak tudi to so Renaulti, vedno morajo malce izstopati.